Tokrat sem z enim polnjenjem prevozil 1020 km. Ne, 9. generacija Passata še ni električna, tokrat torej ni šlo za polnjenje baterije, ampak za polnjenje dizelskega goriva. Spet ta stereotipen dizel v Passatu, boste rekli. Ampak tokrat resnično ne moremo mimo dejstva, da je prav značilen Volkswagenov TDI eden zaščitnih znakov tega modela. No in v tem primeru ne gre kar za katerikoli model, pač pa za enega najbolj priljubljenih družinskih avtomobilov vseh časov. Proizvedene količine Passata v polstoletni zgodovini ne štejemo v milijonih, pač pa kar po 10 milijonov. No in tudi v Sloveniji je bil to nekoč eden najbolj zaželenih avtomobilov srednjega razreda. No, tako je bilo nekoč. Danes pa je stanje avtomobilskega trga nekoliko drugačno. Še preden pa se lotimo sprememb oziroma glavnih novosti, ki jih prinaša Passat, pa vas povabim, da se naročite na naš YouTube kanal in tako ostanete na tekočem z vsemi prvimi vožnjami, premierami in testi avtomobilskih novosti. Zaradi sprememb na avtomobilskem trgu oziroma drugačnih trendov se je z 9. generacijo Passata poslovila limuzinska različica. Že od 80. let prejšnjega stoletja je karavanski Passat namreč precej bolj priljubljen. Mimogrede, v zadnji generaciji so prodali celo za 3-krat več karavanov kot limuzin. Odločitev je torej dokaj logična, a v Volkswagenovem koncernu so v tem segmentu limuzino pravzaprav ohranili. Le potrebno bo pogledati k sestrski Škodi, ki bo svoj model Superb še naprej ponujala kot limuzino in karavana. In ko smo že pri Superbu, prav Škoda je poskrbela za piko na i pri razvoju novega Passata. No in da sta novi Passat in Superb v sorodu, je zdaj očitno še bolj kot kdajkoli doslej. Pa ne le zaradi tehničnih značilnosti, ki si jih pravzaprav v popolnosti delita. Poglejte, bratsko navezo razkriva predvsem tale detajl. Gre za dežnik v vratih, ki je doslej veljal za tisto najbolj značilno Škodino pametno rešitev. In kaj je prva značilnost novega Passata, ki jo pravzaprav takoj opazimo? Ta avtomobil je resnično postal zajeten po merah. Kar 14 cm je namreč daljši od svojega predhodnika, tako da njegova skupna dolžina zdaj znaša skoraj okroglih 5 metrov. 5 metrov dolžine pomeni, da Passata včasih kar s težavo spravimo v parkirni prostor. Ampak sama dolžina pri parkiranju v resnici še ne predstavlja prevelikega izziva. Pri vožnji se moramo predvsem navaditi teh nekoliko daljših previsov vozila in to velja tako za zadnji previs, kot tudi za prednji previs. No in to je očitno, na primer tedaj, ko manevriramo na kakšnih ozkih parkirnih mestih ali pa če želimo s prednjim odbijačem parkirati nad kakšen robnik. No, parkiranja na drobnike absolutno ne priporočamo, če ne želite poškodovati tega privlačno športno oblikovanega prednjega odbijača. Passat v izvedbi Airline ima namreč za dodatnih 15 mm znižano podvozje, kar le še dodatno potencira njegov vozniški karakter. No in ta vozniški karakter velja za pravo protiutež današnjim avtomobilskim trendom. Še pred desetletjem bi bil novi Passat brez dvoma glavna avtomobilska novost leta, če ne še kaj več. A danes vozniki precej bolj pogosto posegajo po SUV-jih, torej v primeru Volkswagenu po primerljivem Tiguanu, ki prinaša nekoliko drugačne vozniške značilnosti. SUV prinaša predvsem prednosti, ki jih ponuja višji položaj sedenja. Tu gre predvsem za lažje vstopanje, boljši pregled nad dogajanjem v prometu in morda tudi večji občutek varnosti. No, na področju vozniške dinamike in udobja pa je vozilo klasične oblike vsekakor bistveno bolj prepričljivo. Za začetek v korist karavana govori že sama fizika. Nižje težišče prinaša boljše vozne lastnosti, nižji položaj sedenja voznika pa pomeni, da avtomobil bolje čutimo v zavojih. Ob nižjem vozilu inženirji tudi lažje zagotovijo optimalno delovanje podvozja. Pa tu ne govorimo le o športnih nastavitvah, pač pa predvsem o udobju oziroma učinkovitem blaženju. Čeprav testni Passat ni bil opremljen z vrhunskim Volkswagenovim sistemom blažilnikov DCC Pro, od katerega glede na izkušnje res veliko pričakujemo, je tudi njegovo osnovno podvozje ponudilo izjemno prepričljiv kompromis med udobjem in precizno vodljivostjo. Res je, da DCC Pro s svojimi nastavitvami nudi še več prilagajanja med udobjem in športnostjo, a tudi tokrat smo med vožnjo resnično uživali. Pa naj bo to v udobju na dolgih poteh ali med dinamičnim premagovanjem zavojev.
Mimogrede, tudi hitra vožnja po nemških avtocestah je temu avtomobilu pričakovano pisana na kožo. Na avtobanu boste lahko brez omejitev po tovarniških podatkih dosegli hitrost 222 km/h, no, na slovenskih avtocestah pa boste lahko pri 130 km/h uživali predvsem v odlični zvočni zatesnitvi potniške kabine. Dvolitrski turbodizelski štirivaljnik s 110 kW moči je bolj kot dinamiki podrejen učinkovitosti. Pohvalili smo ga že ob testu Golfa, kjer smo se z njim vozili s porabo, ki je bila celo bližje 4 kot 5 litrom goriva na 100 prevoženih kilometrov. No, Passat je od Golfa vseeno nekoliko zajetnejši, a še vedno zlahka omogoča vožnjo s porabo goriva pod 6 litri na 100 prevoženih kilometrov. K ugodnim številkam pripomore tudi izboljšana aerodinamika vozila, saj je koeficient zračnega upora pri predhodniku znašal 0,31, zdaj pa znaša le 0,25. Že res, da so bili takšni dosežki v preteklosti še bolj pogosti, no ampak prav osvežujoče je, ko se ob polnem rezervoarju goriva na zaslonu izpiše številka prek 1000 km. No pa, da razložim, se ni tako zelo zahtevno odeti na bencinsko črpalko. Bolj razveseljivo je dejstvo, da se ta številka izpiše predvsem zaradi odlične učinkovitosti tega, lahko rečemo, klasičnega pogona. Na testu sem namreč pri mešanem ciklu uspel zabeležiti porabo zgolj 5,6 litra na 100 prevoženih kilometrov. Sam bi zaradi vseh naštetih prednosti v resnici precej raje izbral karavana ali pa limuzino, kot pa vozilo SUV oblike. A po drugi strani pri vstopanju ali izstopanju iz Passata povsem razumem uporabnike, ki jim višji položaj sedenja za volanom pač pomeni aduta, ki prevlada nad vsemi ostalimi. Sicer pa je notranjost novega Passata zelo premišljeno pa tudi lično oblikovana. No, morda se nekateri z mano ne boste strinjali, predvsem zaradi tega velikega štrlečega zaslona, ki je s svojimi 15 palci primerljiv nekako z zaslonom povprečnega prenosnega računalnika. No in če vam je ta zaslon prevelik, Volkswagen ponuja tudi manjšega 13-palčnega. No, je pa ta sistem, ki ga upravljamo prek zaslona na dotik, zelo preprost za uporabo, pa tudi odlično odziven. No in sam tekom testa nisem uspel najti kakšne večje pomanjkljivosti, ki bi me bolj motila, morda tudi zato, ker ta zaslon enostavno ne nudi kakšne zelo posebne, nove ali pa revolucionarne funkcije. Kritiki upravljanja funkcij vozila prek teh velikih zaslonov na dotik pa boste zagotovo pozdravili odločitev Volkswagena, da na volanski obroč vrne klasične fizične tipke. Volkswagen je tako dokazal, da posluša avtomobilsko javnost, pa tudi avtomobilske novinarje in tako na tem mestu umaknil tiste neugodne površine na dotik in jih nadomestil s klasičnimi tipkami, ki nudijo zelo preprosto, pa tudi učinkovito uporabniško izkušnjo. V skladu s trenutnimi trendi Passat tukaj pred voznikom nudi povsem digitalen zaslon, ki nudi preprost prikaz informacij in se ga na ta način zelo hitro navadimo. No, bi pa vseeno sam priporočal še izbiro dodatnega projekcijskega zaslona, ki poenostavljeno projicira bistvene informacije v vetrobransko steklo in s tem izniči potrebo po pogledovanju navzdol med vožnjo. Priporočilo pa imam tudi, kar se tiče sedežev. Ti odlični športni sedeži, ki jih prinaša izvedba Airline, sicer nudijo močno bočno oporo, pa tudi masažno funkcijo, no ampak za nekoliko bolj višje rasle pa bi vseeno priporočil bolj udobne sedeže Ergo Active, takšne, kot smo jih na primer preizkusili v modelu ID.7. Notranjost Passata pa postreže tudi s številnimi odlagalnimi mesti, ki so zelo lično oblikovana in dodelana. Zelo dobro je na primer, da imamo tukaj v vratih mehke obloge iz tekstila ali pa recimo takšen priročen majhen predalček, v katerega zelo preprosto fiksiramo ključ, da se ta ne vozi levo in desno in tako ropota v ovinkih. Materiali v notranjosti so nadpovprečno kakovostni in večinoma takole zelo prijetni na otip. No, vseeno bi si sam želel nekoliko manj te sijoče črne plastike, ki je pravi magnet za nabiranje prahu in pa kakšnega prstnega odtisa. K dobremu občutku in udobju pripomore predvsem ogromno prostora za noge, tudi za glavo ga je dovolj, no, za dovolj svetlobe pa skrbijo razmeroma velika stranska okna, pa tudi panoramska streha. In poglejte, po zaslugi tega priročnega
odlagalnega mesta lahko tukaj zadaj zelo preprosto uživamo tudi v ogledu zadnje avtomobilnosti. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Nabor avtomobilov in tehnologij, ki jih bomo danes v današnji. Prtljažni prostor se je v primerjavi s predhodnikom povečal za 40 litrov in ima odslej za 690 litrov uporabne prostornine. No, za nameček ima tukaj tudi nekaj koristnih dodatkov, recimo takšno klasično vtičnico in še nekaj koristnih pripomočkov, s katerimi lahko pregradimo prtljažni prostor in fiksiramo predmete. Moja najljubša funkcija pa je električni prtljažni rolo, ki se zelo elegantno odpelje in pripelje, ko odpiramo in zapiramo prtljažna vrata. No, ta funkcija pride zelo prav recimo takrat, ko imamo polne roke, pa saj veste, kako nadležno oziroma zahtevno je premikati in zatikati ta prtljažni rolo samo z eno roko. Eden zaščitnih znakov Passata so bili vselej tudi napredni asistenčni sistemi. Pri zadnji generaciji prednjači predvsem napreden sistem Travel Assist, ki mu lahko mirno rečemo tudi Volkswagenov avtopilot, če to pravico že dajemo Tesli. No, ne gre za kakšnega avtopilota, pač pa za skupek asistenčnih sistemov, ki prinaša dodaten par oči in vozniku olajša vsakodnevno vožnjo. Sistem s pomočjo podatkov navigacijskega sistema samodejno prilagaja hitrost tudi pred zavoji, križišči in krožišči. No, najbolj pa bo seveda uporaben na avtocesti, kjer v svoji zadnji različici deluje popolnoma brezhibno. Zanimiv in koristen asistenčni sistem je tudi pomoč pri vleki prikolice, saj je Passat opremljen z vlečno kljuko in verjamemo, da bo kakšna počitniška ali pa tovorna prikolica pogosto našla svoje mesto za tem avtomobilom. Passat lahko namreč za seboj vleče kar 2000 kg, no medtem pa lahko njegov glavni rival za seboj vleče le 1000 kg. Ampak kateri je ta njegov glavni rival? Gre za Passata nove Volkswagenove dobe, torej za model ID.7, ki ponuja Passata na električni način. Čeprav njuna cena ni čisto enaka, ID.7 je seveda nekoliko dražji avtomobil, pa razlika vseeno ni tako zajetna, da ob določenih vzorcih uporabe izbiro med njima ne bi bilo smiselno postaviti na tehtnico. Predlagamo torej, da skrbno preučite svoje mobilnostne in vozniške navade, nato pa vzamete v roke cenik in sprejmete racionalno odločitev v najbolj tipičnem segmentu avtomobilske racionalnosti. Mi pa vam za lažjo odločitev ali pa potešitev radovednosti za naslednji klik ponujamo test električnega Passata.